to, da ti veš, da imaš en zelo specifičen fetiš, ni kar samoumevno, ne pride samo od sebe. Moje najljubše izkušnje so bile, če sem tako torto med seksom jedla, tako celo torto. Ker tudi, če bi vsak mesec drug fetiš, bi vsak mesec spoznal en drug del sebe. In zdaj, če imam jaz fetiš na roke, lahko to povem avtomatsko na prvem zmenku. Rečem, joj, meni je pa to ful dober in ful všeč in vsem bo čisto normalno. Če imam pa jaz fetiš na to, da se nekdo pokaka name. Živimo v nekem svetu, kjer vse je razloženo, kategorizirano, pod nadzorom. Enkrat sem poslušala eno, to bilo na TikToku, ampak je rekla, pač jaz sem imela včasih tokenih fetišov pa kinkov. Potem sem šla pa na terapijo, zdaj pa nimam nobenega več. Ne rabi nas biti sram, da nas je sram, bravo. Zajebali sva. Preden nadaljujemo, bi se rada sam na hitro opravičila, ker sem vam v prejšnjih epizodah, ko smo govorili o tej igri Blacktona, povedala napačno ceno. In sicer, igra stane 29,90 in ne 25 evrov, kot sem vam jaz rekla. 25 evrov je bilo že s popustom in moji možgani so mečko zakalkulirali se. In fora je, da epizode snemamo naprej in pač napake nismo mogli čisto takoj popraviti in zaradi tega je bilo v več epizodah omenjena napačna cena. In da bi se vam oddolžile, vam in v bistvu Blackdoni, smo zrihtali eno posebnost in sicer koda med nama za en teden velja za 7 evrov popusta, prej je bila za 5. Tako da za vse tiste, ki to igro že dlje časa gledate, pa kaj niste prejšnji teden zadeli na nagradni igri, pol jo morate zdaj naročiti, ker tazga popusta več ne bo. Je pa tlele en komentar, ki ga je pustil en na Pitchpop in sicer rekel je, odlična igra, z njo sva ženo končno prvič lahko preizkusila analni seks. Prej ima nikakor ni šlo, s to igro sta pa do tega prišla, tako da kaj bi hotel boljšega? in pazi to, ta igra ima kar 342 različnih izzivov, ja, prav ste slišali. Vam jih je nepar preberem, da si predstavljate, se pa stopnjujejo, začne se ful enostavno, tako kot smo imeli že v ene par prejšnjih epizodah. Zaključ se tako, da dobesedno roleplayata, prav z navodili, kaj pa kako. Vmes so pa kakšne take. 1 minuto liži, ne sesaj, njegov penis. Potem naredi 5 počepov nad njegovo glavo, dovoli, da ti med počepom poliže muco. 2-krat ga počasi poliži od jajčk do vrha penisa. In tako naprej. V glavnem, te stvari mogoče tako na prvi pogled zvedijo hecne, pa tako WTF, ampak jaz vam povem iz prve roke, da ko si enkrat v tistem moodu, pa se igraš to igro, je ful zabavno, ker ti kar ena igra daje navodila in ti reče, kaj moraš narediti, in pol probaš in včasih je kaj ful bolj erotično, kot si misliš, včasih je pa kaj sam ful hecno in se malo nasmejiš in si rečeš, WTF je bilo to. Ampak je smešno in zabavno zaradi tega, ker ti karte to naredijo. Pa na koncu, pač to je taka igra, da na koncu oba zmagata in seksata. Tako da, če ne veste, kako popestriti svoj seks, kako popestriti pred igro, je ta igra popolna, ker pač 342 različnih idej. Skratka, tazga popusta več ne bo in v bistvu je to ena priložnost, da se nama mečkam pomagaš oddolžiti za napako. Link imaš v opisu, zdaj pa gremo naprej na epizodo. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? To je podcast, kjer govorimo o seksu, partnerstvu, danes se bomo pa pogovarjali o psihologiji fetišov. Z nama je Eva Virc. Živijo. Ona je terapeutka, filozofinja in stand-up komičarka. In danes bomo govorili, kot je že Sara rekla, o psihologiji fetišov. Tako je. Hvala, ker si danes z nama. Ja, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Jaz se že zelo veselim tele epizode. Prej pa nadaljujemo. Gledamo se kdaj, Sara? Vsak ponedeljek, zaradi tega, da se ponedeljki začnejo s seksom. In hvala vsakemu izmed vas, ki je že subscribal, ki je že kdaj lajkal, ali pa ko vsakič lajka, ki komentirate, ker to nama ful veliko pomeni in ful pomaga temu podcastu, da raste in da še drugi potem za njega slišijo. Ja, če si pa eden izmed tistih ful večine, ki še ni subscribana, pol je pa to en zastonj način, na katerega nama lahko pomagaš, midve se pa zaveževa, da bova poslušala vaše mnenje in če imate kakšne predloge za goste, teme nama napište in mi da bomo poskrbeli, da boste točno tu dobili. Če bi naj jo prvič dodatno podprl, imamo pa še en link od spodaj, Buy Me a Coffee, kjer naj jo lahko še finančno podpreš. Da bomo lahko plačevali še naprej tale lep studio. Še en disclaimer, preden nadaljujemo. Če te vsebine spolnosti ne zanimajo ali pa si primer za njih, ne poslušaj tega podcasta. Ja, zdaj mi pa je nekaj zapovedati. En intermezzo. Jaz sem danes prišla z menstruacijo in mi je Lucija dala Belisa napravo, ki ti sprošča
električne impulze v trebuh. In jaz bi sem rada povedala, zdaj bom čez to epizodo tu testirala in bomo vedeli, kaj se bo zgodilo. Tu mi zdaj tako sprošča. Jaz pa drugače ful krče, tu mi pa zdaj tako ful je čuden, malo je čuden občutek, ko imaš kar tako elektriko tla na trebuhu, ampak mi paše. Paše mi in občutek imam, da je celo moje telo bolj sproščeno. Tako da pa bom pa poročala naprej. Pa dejansko ti je kul. Na začetku, ko si dala gor, si lahko tako, to je čudno. Ja, pač veš, kako je čudno, če ti tako neki električni toki grejo čez telo. Smemo vprašati, kaj pa je primarni namen teh električnih tokov? Da, ko imaš krče menstrualne, da jih oblaži. Lično. Ampak na način, kao da preusmer tle možgane iz nekega centra za bolečino, tu da imaš ti nek drug impuls. In pol kao te malo prelisič. A ja? To pa nisem vedela. Ja. Fora je, da je na podoben način narejen kot rune tens naprave, veš, ko so za športnike, ki imajo probleme z mišicami, oziroma ki imajo, ne vem, če imaš na primer kolenke ali pa ne. Vem, da je imel pač Jan je imel to, se je sposodil, ker je imel s kolenom problem in pa se je dal tako gor tiste elektrode in pol to uprožiš in potem pač v mišice to gre in v bistvu jih ne vem, kaj naredi z njimi, ampak pomaga. Isto, na primer, ne res zaradi tega, jaz sem imela pa ful zategneno tle noter te notranje stegenske zaradi špage, ker sem jo delala na treningih. Ja. In pol nisem mogla sploh več špage delati zaradi tega, ker me je toliko bolelo, ne da sem lahko daj špago do konca naredila, ampak vseeno. In je dejansko pomagal. Ampak fora te naprave, ker jaz sem potem govorila pač s temi, ki imajo to beliso in so rekli, da je, če bi jo dal tle gor na maternico, da so oni pulzi premočni, da jih ne moš toliko kontrolirati in da je ful premočno lahko in da si lahko narediš več škode, kakor koristi. V tej napravi so pa pač glihuni ta pravi pulzi, ki so pač primerni za ta del telesa. In jaz sem tudi to sprobala, ker sem imela tudi jaz trenutno imam menstruo, ampak jaz sem pa zdaj že na 3. dnevu in imam ponovadi probleme tako prvi ali pa drug dan. Ponovadi prvi dan. In sem zdaj to probala. In zato imam tukaj s sabo, ker se nekaj bom predstavila in poj Sara rabila in zdaj ima ona zaradi tega gor. Okay. Noter dobiš 2 taka metuljčka, hvala Bogu, nisva rabile se šerati. Zdaj se pa ne moramo pokazati, jaz se pa ne morem kar sleči. No. Bomo dali eno sliko ali pa nekaj. Tako da ja, ful sem bila presenečena, ker jaz vsakič moram vzeti tablet in jaz bi ful rada, da ne rabim teh tablet jemati vsakič, ko imam menstruacijo, ker to ni dobro za pač telo, ne, da ti zdaj vsak mesec tolčeš une protibolečinske tablete. In iskreno, malo mi je bilo strah, malo sem bila skeptična, a bo to dejansko pomagalo. In malo sem še zmer čutila, da se nekaj dogaja, ampak ni bilo pa to grozno, da ne bi pač... Kamot sem, čisto vzdržno je bilo, čisto vzdržno in nisem rabila nobenega tableta, sicer me je pol še naslednji jutro malo bolelo, ker sem si dala pozaj včeraj dol, sem spala brez tega, zjutraj me je še malo hotel, pa sem tako... kar neki, kaj me zdaj to še zmer boli, ker ponovadi me drug dan ne. Potem sem dala pa še enkrat gor, ker sem že mislila, da mogla tablet vzeti in potem sem imela 2 urice gor in je bilo v redu in pol nisem več rabila. Tako da zaenkrat, bova še tukaj stestirale, ampak zaenkrat jaz priporočam. Pa še zmenila sem se pač z njimi z Beliso, ker sem tako če bo to dobro, lahko to na podcastu predstavim in so nama dali kodo. Tako da, če bi radi vi sprobali, je koda med nama 75 pa zaradi tega, ker jo dobite za 75 €. Redna cena je, mislim, da 109, ne je, vem, da sem preverila. Je 109 €, ampak s to kodo med nama 75 jo pa dobite za samo 75. Tako da, če imaš še kdo probleme. Jaz bom vam pa povedala, zdaj bom ta dan, cel dan trpela mogoče ne bom trpela, brez tablet. Imam me strah, ampak bom poročala, če bo kakšna kritično, boste pa vedeli, ne? No, lepo videti, da se stvari premikajo tudi za ženske, ne? Ja. Za produkte vezane tudi na ženske. Jaz sem bila ful skeptična, če bo to dejansko delovalo in z največjim veseljem lahko povem, da za mene in za Saro to absolutno deluje in zdaj, ker lahko živim brez protibolečinskih tablet, kar mi je čisto noro. Bili so samo nalepeš na trebuh in ona potem sprošča take posebne pulze, čutijo se kot ene vibracije in preusmer bolečino, da je ti ne čutiš in meni je dobesedno pač rešila življenje. Jaz sem videla take naprave že na Tumblrju ful časa nazaj, ampak so bile vedno tako drage, da si jih nisem mogla privoščiti. Zdaj sem pa našla Beliso, bila itak skeptična, dokler nisem zadnjič celo snemanje, to je tako 8 ur preživela z njo in me ni nič bolelo. In jaz sem neskončno hvaležna za
to ekipo, ki je tu ustvarila. Ne vem, nimam besed in prav želela bi si, da čisto vsaka ženska tu proba. Mi dve smo vam zrihtali še eno posebno kodo, med nama 75, s katero dobiš beliso še cenejš, tako da jaz res vsem puncam, ženskam, deklicam, vsem z menstruacijo ful iz srca prvoščam, da bi lahko imela take menstruacije, kot jo imam jaz z beliso. Link do Belise, belisa.si, najdeš spodaj v opisu, zdaj pa uživi v preostanku epizode. A ja, pa še to moramo povedati. Koliko smo lepo oblečene. Oh my god, en fashion show, čakaj zdaj. Tle boš dal tisto montažo. Tan. Dej ti govori, se bom pa pokazala. Tole je Sara, oblečena je v Cherry Monday oblačila, katera je izbral stilist. Prav stilista mava. Ja. Jaz bi mogla imeti še nek črn čez, ampak ko sedim, ne zgleda tako lepo. Je bolj za standing up. Ampak jaz sem pa to zeleno reč. A moram jaz tudi ostati? Ne, tu je bilo sem fani, mi je bilo, da bi tako malo volno revijo imele. Jaz pa tako. V glavnem, če bi radi imeli stilista in bili tako lepo oblečeni, so dali tudi tam nama kodo med nama 10, tako da zdaj imamo pohnanih sponzorjev. Ja, I can't believe it. Odlično. In tukaj imamo še hrano od še enega najnega sponzorja, od Alorije. Tudi pri njih lahko uporabite med nama 10 kodo in je vse brez glutena, imajo tudi brez dodanega sladkorja, brez mleka, pač veganske stvari, LCHF stvari, ful imajo izbire za. Ti piškoti izgledajo tako slastni. Drugače, Da jaz sem se jih jih videla na malo njihovem Instagramu in sem mi že hotela reči, če bi lahko te piškote dobile naslednjič za probati in sva jih dobile brez, da bi rekla. In sem ful vesela. Tako da, če boš karkoli si vzem, privošči si. To je pa to. Zdaj gremo pa lahko na rabimo zvočni efekt. Icebreakers. Nice. Tan. Kako dramatično. Si pripravljena? Pripravljena. Prvo teh vprašanj je, da te mečkom bolj spoznamo, Okay. da vidimo, s kom imamo opravka in da ne boš samo ti na vročem stolu, se nam zdi fair, da tudi mi dve odgovarjava na ta vprašanja, da boš tudi ti vedela, s kom imaš opravka. To je bilo fajn. Tako da se bomo malo bolj spoznali. Predvsem naj jo zanima, zakaj bi se za nekaj odločila, da vidimo, kako tvoji možgani delujejo. Zdaj bomo mi tebe analizirali, zdaj boš ti. Zdaj vmes na terapevtskem stolu. Ja, tako. Prvo vprašanje. Ali bi imela raje partnerja, ki ima zelo specifičen fetiš, ali takega, ki je totalno vanila? Zanima me, kako bi partner s fetišem komuniciral ta fetiš z mano. Ampak mogoče na prvo žogo bi rekla, razlika, ki bi jo jaz videla, je, da fant s specifičnim fetišem je očitno malo pogledal vase. Že malo ve, kaj ga zanima, se je malo spoznaval, ker v bistvu to, da ti veš, da imaš en zelo specifičen fetiš, ni kar samoumevno, ne pride samo od sebe. Potrebujemo prostor, potrebujemo neko samozavest, mogoče podporo, da to sploh odkrivamo. Ne? In mogoče imam vanila fant tudi kakšen fetiš, samo mogoče še ni imel priložnosti za to odkriti. Smart thinking. Kjer dober odgovor? To se pravi, izbereš raj tistega, ki ima nek fetiš. Pod pogojem, da bo Da bo znal skomunicirati. Ja, ampak veš, punce smo pa rade izzive pa projekte pa fantih. Tako da vanila bi bil pa še neizoblikovana glina. Ja. Tako da oba bi imela rada. Ampak Naenkrat. ja. Moraš enega izbrati. Enega moram zbrati. No, če fant s fetišom lepo to komunicira z mano, lahko izberem njega. Okay. Sara? Ta specifičen fetiš bi bil meni všeč ali ne? Je tle kaj predpostavljeno? Ne moreš vedeti. Recimo, da najprej na prvo žogo ti ni, ampak potem ga pa lahko zljubiš. Ja, pa tega zberem. Mislim, ne vem. Easy. To je moj odgovor. Pa ti? Kaj bi pa ti izbrala? Ja, glede na moje izkušnje, ki so take, da nikoli nisem imela nikogar, ki bi imel nek specifičen fetiš, raj izberem to, kar je varno in mi je znano, in raj izberem to nekoga, ki je bolj vanila. Pa si ti si Jaz sem zelo vanila.
Ja, si ti si. In bi bila glih za skupaj. Oziroma smo glih za skupaj. Tako da, ne da imam karkoli proti fetišom, ker pač se vsi, ki me spremljajo, vejo, da jaz ful rada te teme odpiram, ker so mi zelo zanimive in se mi zdi, da je prav, da se o tem govori in da se to malo detabuizira in da to pač čisto nekaj spremljivega. Ampak jaz v mojem osebnem življenju sem pa zelo basic bitch. Tako da ja. Ok. Zelo mi je bil všeč tvoj odgovor, drugače. Hvala. Sploh nisem pomislila, da bi se lahko to pač loviti. Ali bi raje eksperimentirala z igro z voskom ali bi poskusila splošing? Kaj je splošing za tiste, ki ne vejo? Splošing je igra s hrano. To se pravi, da vključiš neko hrano, čim bolj, da je neka mokra, da se neki ne vem, recimo, da se na torte usedajo ali pa da se s hrano mažijo ali pa kakšne smetane pa to, ampak tako malo bolj ekstremno. Je to preveč osebno že? Ja, ne, ne vem. Ne, povej. Zdaj, ko si opisala to igranje s hrane, moram reči, da mi ni izvenelo zelo privlačno. Zdaj tudi odvisno. Imam obdobja, ko sem malo na dieti, bolj zaradi počutja. Tako da takrat ne jem toliko sladkorja pa tega in imela pa banane. Banane. A veš, kako speštaš, pa ti tako med prsti. Po mojem tista prva opcija. Ok, vosek. Igranje s hrano mogoče. Ne vem, če ga lahko javno ko ne rečem, podprem igranje s hrano. Meni je tukaj najbolj to problem, ker pač jaz sem človek, ki ful ne more vršiti hrane stran, ker mi je tako, ne vem, jaz sem ful odrasla, pač moja mama je bila vedno glede tega zelo striktna. Ona še tako star kruh posuši in ga spremeni v drobtine. Pač jaz izhajam iz take družine in sem ful tudi navajena, da ne vem, kako kupujem. Pač me je tako noro, pač brez zamere, ampak vsi, ki imajo polne hladilnike in pol krmečejo hrano stran, ki jo ne porabijo. Pač how? Ja, ko smo bili majhni, ne je bilo tisto otroci v Afriki pa lačni. In tudi s tem, ko smo morali vse pojesti, ne pravim sicer, da sem vesela, ker zdaj ne morem, da ne bi vsega pojedla, kar mogoče tudi ni najboljša navada. Ampak ja, nekaj jaz to hrano, da težko je spremenim. Že tako se mi zdi, me dost okupira, kaj bom skuhala, a je dovolj beljakovina, je dovolj fibers in tega, ne. Zdaj pa, da še na tisto področje prilepim še hrano, too much. Ja, jaz bi v glavnem tudi, kako ti rajš vosek. Pač nikoli še nisem, ampak se mi zdi ful zabavno, da imaš pol tisto vosek na koži, pa da ga pa lahko stran odtrgaš. Sam ful je težko dobiti pravo svečo za to. Niste nikoli tako prste namakali noto svečo, ki se je stopila? Ja, jaz sem se včasih ful rada igrala s tem voskom, pa to. Pa so povedala ti, kaj, ti isto svečo tle vrcale, kaj delaš? Ampak ja. Mogoče, če bi ti pustil, še malo dlje, bi razvila ta fetiš. Mogoče. Ker se vse začne v zgodnjih. Ja, sem res. Eni moji kolegi so rekli, da so pač imeli neko to svečo, tako čisto eno random svečo, to prvič, ki sta probala s temi voski in da je bila the best, da je bila najboljša sveča ever in da nikoli zdaj ne morata dobiti tako dobre sveče. Je dejansko pomembno, kakšna sveča je. Ja. Ja, kako pa? Ne vem, jaz ne vem, to sem zdaj prvič slišala. Ja, od voska je pač odvisno malo, kako se lepo strdi, pa kako se lepo potem od kože da stran. Pa vem, da pač imaš potem tudi sveče, ki imajo vosk, ki gori pri nižji temperaturi. Pač imaš tudi take, ki se spremenijo prav olje, pa je za masažo potem. Ampak imaš tudi neke take voske baje. Pa imaš pa, ne vem, naprimer, videla sem pa enkrat v sex shopu, imajo pa prav extra hot candles. In sem tako, pač kaj bi imel extra hot, če gre na tvojo kožo, ne pomoč pa ful paziti, da je prave višine. A nekaj, če pač izviši, daš se že malo hladi na poti dol in te pol ne zažge. Najprej moraš tak na sebi probati, preden daš na partnerja. Tako, cel proces. Se pravi, je ta element malo tudi bolečina. Če je ta vročina, malo bolečina, v to smer gre pol. Po moje čisto. Tudi, ja. Kaj bi pa ti izbrala? Ja, I feel like an outcast, ampak ta splošing ali karkoli, meni se da je to moj dream job.
Jaz sem zmer, ko sem bila mehna, hotla, da bi imela tako eno tako veliko posodo, noter neki in da bi pa lahko tako glavo namočila v to in tako. Sej jaz bi tu popol tudi pojedla na koncu. Pač I love it. Moje najljubše izkušnje so bile, če sem tako torto med seksom jedla, tako celo torto. Wow, meni se zdi, da tu imam jaz ful rada. Ja, jaz tu zberem. Torto med seksom. Koliko se ti je pa to zgodilo? 3krat. Nice. Ja. Pa po nesreči. Pa kako? Tako vsaka naslednja informacija doda bolj bizaren element. Ne bizaren element, ne. Pač Bolj zanimiv. Bolj zanimiv element. prinesel mi je, takrat, ko sem bila v Grčiji, en mi je torto prinesel celo in potem se je ulegel in ta torta je bila na njemu in jaz sem pa sedela, pa sem jo jedla. Pa sem pa še seksala in jaz sem pa jo jedla zraven. Ful je bilo dobro. Ful je bilo Si ti dobro ni in ta torta je zaletelo? bila ful dobra. Eto. I love it. Oh, the best. Nisem pa vedela, da se tako reče, nisem niti vedela, da je to a thing. Tako. Smisla, da je nesreča. Da po nesreči se zgodilo. Ja, nisem vedela, da tudi drugi uživajo v tem. ampak ja. Sicer je splošen res bolj, to, kar se zdi, sem torto jedla, mogoče malo premalo, ko bi jo mogla res malo še speštati pa izmaličati, ampak Se mislim, Close da sem enough. tudi jo. No, I love the honesty. ja. Okay. Bi imela raje en fetiš celo življenje, ampak tvoj partner pač noče nič imeti s tem fetišom, ali pa vsak mesec dobiš drug fetiš in je pač loterija, bo partnerja ok ali ne. Tako vsak mesec moš nekaj drugega zdaj odkriti. Glih ne študiraš, pa že drug fetiš. Ali pa skozi enega in istega. Jaz sem za to, da vsak mesec drug, ker se mi zdi, mislim, da najlepša stvar, ki jo v življenju lahko poseduješ, je, da se stalno učiš, stalno odkrivaš in da si stalno odprt za nove ugotovitve, za spoznavanje sebe. Ker tudi, če bi vsak mesec drug fetiš, bi vsak mesec spoznal en drug del sebe. Tako da sem za stalno rast. Tako. Ja, pa tudi, če ti ne bi bil všeč, se en mesec hitro mine. Tako. Pač kaj. Ja, več, ne, več šanse imaš, da boste tudi s partnerjem kompatibilna, ne? Ja. Če se vsak mesec zamenja. Ampak predvsem pa to spoznavanje, meni je bilo to super. Sam veš, koliko enih fetišov pol daš čez. Pa veš, koliko je enih pač tako pol vse fetiše na svetu v bistvu daš čez. Ja. Pa noben se ne more podvojiti. Ti imaš fetiše, ki jih noben drug nima na koncu že. Ne, se to pa ne. Ali pa, koliko je mesta. Kaj me gledate tako? Jaz ful zberam besede za to epizodo v glavi, ker nočem reči besede čudno ali pa kaj tasga. Veš, kaj mislim? Ja. Da se ne bi kdo počutil, tako da jih džadžamo. Dajte samo, pač če slišite kakšno tako besedo, čudno, nam The malo chill word. prizaneste. Ne? Ali kako? Ja. Ker včasih smo že rekli, kdaj da je kaj čudno, pa je bil kdo malo užaljen. Ja, Ne smeš to reči, ne? Pač, drugačno. Ne? Nekonvencionalno. Posebno. Ne vem. mislim, jaz bom tako rekla, pač za mene osebno, jaz res ne obsojam, ampak prav ugotovila sem pri sebi, da včasih tako pač kakšno stvar slišiš ali pa vidiš in ti je kar tako, zaradi tega, ker nisi navajen, ti je v tvoji v glavi prva reakcija tako, to je pa čudno. Pa globoko vse tega ne mislim, kam malo pomislim, sem tako, pa ne, pa se ni sploh v resnici čudno, ampak velikrat ti gre tako možgan to je pa prvič slišim kaj tasga ali pa to je pa nenavadno in potem je kar čuden. Ampak, ker se pa malo poglobim, pa dejansko dokler ne škoduješ sebi ali drugim in dokler stvari delaš z nekim konsentom, se meni zdi, da lahko delaš karkoli. Če sta te dve stvari pokrite, iskreno ne obsojam nobenega, tudi če se mi kakšna stvar zdi čudna. In se mi pa zdi, da imamo pravico tudi, da se nam kakšna stvar zdi čudna in bi Točno rekli, da to. nikoli ne bi tega naredil. Ja. To je še zmer podcast, kjer malo izmenjujemo tudi naša mnenja, saj mi dve Saro velikrat povejo kakšno svoje mnenje in se mi zdi, da ni nič narobe, Tako. če se naša mnenja kdaj kaj naskladajo. In če kdo misli, da narobe misliva, nam napišite lepo, z veseljem pač tudi slišva druge poglede in tudi nimava midve vedno prav.
In jaz se z veseljem Meni so kaj tudi naučim. zeleni lasje čudni. Ne, recimo. Ne? Pa ne pomeni, da mora biti tu sam. Se mislim, da namen tega, da se bomo pogovarjali o tem, kako skomunicirati fetiše, je namen prav tega, kako iz tega, da kako priti iz tega stanja, ko se nekaj zdi čudno, preko enega procesa, komunikacije in odnosa in do tega razumevanja, globjega razumevanja, ki potem razblini to besedo čudno, ali pa ne. In lahko ti je nekaj čudno, pa vseeno sprejemaš in razumeš. Ker čudno samo pomeni, da je drugačno od tega, kar si navajen. To še ne pomeni, da tega ne sprejemaš ali pa da to zavračaš. Ne? To si lepo Ja. povedala. Rešila podcast. Upam, da se ne bova Ne boste ne bova cancelali. cancel. Ok, kaj pa potem ti izbereš, Sara? Jaz sem pozabila, kaj je bilo vprašanje. Da imaš skozi en fetiš ali pa da se ti spreminja? Ja, jaz bi kar enega zbrala. Rajši. Tu meni ful naporno, skozi se nekaj spreminja. Težko mi je, danes mi je to sploh še težko, tako da danes berem istega. In pa če moj partner noče nad z njim, ja ne vem, no. Ta Prav. flak. Ja. Zamenjaš se- partnerja. Kaj pa se zgodi, če imamo en fetiš, pa partner noče nič imeti z njim? Kako bi pol k temu pristopili? Ja, to smo mi hoteli tebe vprašati. A ja. Tako da ful dobro vprašanje. Ja, jaz mislim, jaz imam ful enih vprašanj, ne vem, pač ne vem, kako. Ja, jaz, če bi živela v Ameriki, bi mi bilo zelo enostavno odgovoriti. Jaz bi rekla, veš kaj, to je enih domin, do katerih lahko greš in pač to rešiš na en tak profesionalen način. Meni se zdi, da ima pač tam, ko so kakšna ta res večja vele mesta, je toliko enih ljudi in toliko enih različnih želja, da je pa za vse to poskrbljeno. V Sloveniji se mi pa zdi, da je res težko. Pač kaj narediš? Lahko gledaš videe s temi vsebinami, lahko najdeš online nekoga, ki bo potem ti pomagal čez te fetiše in določene se da tudi na tak način, plačaš nekomu, pa greš, jih izživiš na nek način. Drugo pa, ne vem, ful je zdaj zvedlo, za tiste, ki sam poslušate, pač ta naprava, ki jo ima Sara gor za menstrualne krče, Ugasnila se, Se zdaj moram nazaj priškati. pač ima varovalno, da se pač, ne vem, na ene pol ure se ugasne, ali 15 minut, ne vem, na ene 20 minut do pol ure se ugasne in potem moraš še enkrat prižgati. In zdaj ona tam si klika na trebuhu in je tako hecno bilo. Ker ima nek telefon. Tudi, če se danes kaj šlatam, veste zakaj. Eto, to. Ja. Ampak, če se vrnem k temu vprašanju, mogoče pa. Ampak to je ena recimo, plat tega pogleda, možnega pogleda na to, da ima en tak fetiš, drug pa drug fetiš. Ne? Se pravi, ena možna plat je ta, da deva zdaj oba delati ta isti fetiš, ki meni dogaja. Izvajati. Ne? Ampak koliko je pa še enih korakov prej, ne? Koliko je pa tega, da se o tem pogovoriš, ali pa da če imaš ti en fetiš, pa ga partner nima. Kaj pa lahko ti izveš iz tega fetiša o sebi? Zakaj je ta fetiš tam? Zakaj te stvari dogajajo? Kaj ti sporoča? Kaj ti sporoča o tebi? Torej, lahko tudi ti sam, že sam dejstvo, da ga imaš, uporabiš za fulenga spoznavanja sebe. Lahko pa tudi se vedva s partnerjem, pač lahko tudi približati do nekje na pol poti. Mogoče pa partner da on mal proba nekaj v eno smer, da v bistvu skupaj pol odkrije, da nek skupni fetiš, ki je malo kombinacija tega, kaj tebi dogaja, kje se on počuti varno. Ja, jaz sem Veš- Aha, povej. Ja, v moji glavi je fetiš nekaj, prek česar prav ne more ta človek. Ne? Recimo, nikoli ga ne moreš dati stran, nikoli ne moreš seksati, brez da bi bilo tu nekaj upleteno not v seks, in tu se ne da rešiti. Tako sem imela jaz zdaj v glavi. Jaz bi rekla, zdaj, če pogledamo definicijo fetiša, Ajde. bomo kar klejle pogledali, tako kot da smo na izpitu. Torej, definicija fetiša, no, se ne vem, če je to definicija vso SKJ-ju, ampak se pravi, če pogledamo razliko, ne, kaj je pa razlika med spolnimi preferencami, kinkom pa fetišom. Ne. In zdaj recimo, ne, spolne preference so v bistvu neki osebni okusi, kakšna vrsta spolnosti nam ustreza, oziroma kaj recimo med spolnosti nam ustreza, recimo počasneje, hitreje, sem zgoraj, sem spodaj. Pa imamo tako imenovane kinke, ne? To je več nekaj, kjer govorimo o nekem odstopanju od normalne, od običajne spolnosti, mogoče vezano malo na domišljijo, igrolog, recimo
v javnosti, doma, dominacija, podrejenost. Medtem ko fetiš, ne, je pa v bistvu gre pa za nek objekt, del telesa ali pa situacijo, ki nas vzburja. Ne? Torej, to so stopala, najlonke, von, roke, nohti, lasje, materiali itd. Torej, in mislim, da v bistvu danes bomo pogovarjali sicer se o fetiši, ampak čeprav razumem tudi o kinkih in tako malo o stvareh, ki nas vzburjajo. Bi pa rekla, da pri fetišu je sicer res je, da nas recimo vzburja, ampak če pa smo na točki, kjer ne moremo biti vzburjeni brez tega, smo pa mogoče v mal bolj problematičnem polju že. Ne? Čeprav ena definicija fetišov pa kinkov je pa prav narejena tako, da fetiš je nekaj, kar ti res rabiš v spolnosti, kar te vzburja, ker brez tega ne moreš biti zadovoljen, kar te na koncu ne poteši. Medtem ko kink je pa nekaj, kar ti doda neko začimbo zraven spolnosti, ampak ni pa zdaj nujno, da moraš to vplesti. Medtem ko fetiši so pa res, kot je Sara rekla, skoraj bolj ti ekstremi. Ampak je pa več definicij. Mislim, ene definicije so tako, točno kot si ti rekla, ene so pa malo bolj ekstremne, da pa pač je res fetiš, da brez tega ne moreš in da nisi potem zadovoljen v spolnosti. Jaz mislim, zdaj, ali lahko ali ne brez tega, niti ni toliko za nas, da recimo rečemo, a je prav ali ne, ampak jaz bi tako rekla, če je to nekaj, kar ti ovira tvoje življenje, tvojo spolnost, potem mogoče je to nekaj za pogled, v smislu, lahko gremo na terapijo, vabeni. Ne, v smislu, da takrat, ko ti to ovira neko vsakodnevno življenje ali pa spolno življenje, pa da res, ko ne rečem, imaš več problemov kot koristi od tega, ne, takrat je to lahko smatrano kot problem. Če pa tega problema ni, pa ni problem. Ne? Jaz sem skozi imela do zdaj v glavi, da v bistvu vsak fetiš je tako mal problem. Wow! Pa res obsojam, poglejte. Ful dobra, dober pomislek, oziroma se mi zdi, da nisi edina, ki mogoče tako imela, ki je imela tako nekako idejo fetiša. Veš, po drugi strani pa pač, če imaš ti fetiš na roke, pač good for you, ne? Super. Kad imaš skozi nekdo roke na tebi in pač je zadovoljeno. Tudi pa ne povzroča probleme v življenju. Razen, če tvoj partner nima rok. Okay. No, to imam jaz. Kar naprej. Ja, jaz sem velikrat brala pa slišala, ko so ji govorili o teh fetiših, pa kako to partnerju predstaviti, da najprej pogledaš, kaj točno pri tem te toliko vzburja, kjer del tega fetiša ti prinese največ zadovoljstva in na kakšen drug način bi ti lahko vsaj podobno, če ne isto zadovoljstvo dobil, da potem s partnerjem, ki pač reče, to pa ni zame, najdeš neko to srednjo pot. Da sta tako, potem na koncu super. Oba nezadovoljna. Ne. Sta na koncu oba, pač, da oba pa nekaj od tega. To sem hotela, to je bil drugač hec, to sem v hecu rekla. Čak je res na robe bali spadlo. Ne, super je. Meni se zdi super. Ampak ja, je pa tukaj, kot si ti rekla, pač to pomembno, kako pristopati do tega, kako se pogovarjati o tem. Tako da, dajmo, ko smo že glih pri tem, to nasloviti. Kako? Imamo tle, imamo eno vprašanje. A ga boš prebrala ti, Sara? Jaz nimam nič danes s sabo. Jaz bom samo nekaj vprašala najprej, oziroma povedala. Pač jaz imam skozi neke ekstreme v glavi, ne, pri teh fetiših. Tako, zdaj si jaz predstavljam, lahko eno tako specifično situacijo imamo. Kaj za fetiš? Ja. A ti boš predstavila? Ne, samo ko me zanima, recimo. Ja, jaz sem bi preko vprašanje, ker je sicer, jaz sem tle izbrala en tak res pogost fetiš, zaradi tega, ker je to nekaj, kar bo po mojem največ gledalcem prav prišlo, ampak kako se o tem pogovarjati, pa potem lahko itak implementiraš, uporabiš te trike in načine za karkoli. Ker lahko kar ti prebereš, kaj jaz. Okay. V glavnem, že dolgo časa vem, da imam fetiš na stopala, ampak se nikoli nisem upogumil, da bi to povedal svoji partnerki. Strah me je, da me bo čudno gledala ali celo zavrnila. Kako naj to povem, da bo razumela? Rad bi, da si kdaj med seksom obleče najlonke ali pa da nosi petke. Enkrat bi tudi rad doživel food job. Nočem, da misli, da sem zaradi tega čuden. Pa ne povem, da takih, jaz skoraj vsak teden dobim kakšno tako sporočilo
prav specifično s food fetišem. Pač to je res eden najbolj pogostih. In kako bi se ti lotila kot terapeutka tega? Ok. Najprej super, da je veliko takih sporočil, kar pomeni, da ljudje so prišli do neke iskrenosti, da so prišli v stik sami s seboj, ugotovili, da so znali sploh prepoznati, kaj so te neki občutki, ki se meni dogajajo, kot te stvari, kot te predmete v tem primeru vstopala. Jih vidim, ne? In da ni bilo to potisnjeno na stran, v smislu, pa nekaj čudnega, nekaj napačnega, ampak da je bilo sprejeto, ok, to pač meni dogaja, to je moj fetiš, to sem jaz, kar je super, tako da najprej pohvale za to. Kako zdaj to skomunicirati s partnerko? Mogoče prva stvar. Lahko specifično te vprašam. Ja. Kako bi za čistko prvi korak, pač kaj je? Tu rečeš med seksom, ali pred seksom, ali med kosilom? Ja, na družinskem kosilu. Ja. Ne, ok, torej, v bistvu sem s tem hodila začeti, da najprej poskrbimo za nek prostor, kjer smo lahko, rečemo temu, ranljivi, ne? Kjer se lahko odpremo, tako kot bi se recimo odprli glede drugih čustev, nekih najbolj notranjih pomislekov, želja. Tako da, s partnerjem najdeti način, kako odpremo ta prostor, kjer se lahko res iskreno pogovarjamo. To pač naj ne bo mogoče glih med vožnjo v avtu ali pa med nekim afektom, med preperom, med spolnostjo, ampak naj bo to res prostor, ki je namenjen temu, ki se vzpostavi s tem namenom. In rečemo, pač, a lahko zdaj mogoče podelim s tabo nekaj, kar mi je blizu, nekaj, kar mi sicer težko skomunicirati, ampak bi želela, da me slišiš, da mogoče ne obsojaš, ne bi bilo fajn. In da bi pač rad podelil nekaj zelo osebnega. Pa ne zato, in da to, kar želiš povedati, da to ni kritika te osebe, da to ni da to ne govori zato, ker nekaj ne bi bilo v redu, ampak da to res poveš tej osebi, zato ker ji zaupaš, zato ker želiš se odpreti tej osebi in zato ker želiš s to osebo podeliti ta del sebe, ta intimen, oseben del sebe. Ne? In tu zaupaš, da bo ta oseba znala to sprejeti, ohranjati ta prostor za tvojo ranljivost. Na kak način pa lahko ohranja? Jaz recimo, ko to poslušam, da sem tiho do konca? Torej, kakršenkoli odziv znotraj tebe na tisto prvo sekundo nastopi, je to povsem normalen odziv, ampak vedno pa na nas, kaj mi z lastnimi notranjimi odzivi naredimo, kako izkomuniciramo. Ne? In zdaj super je, da ta drugi partner pač res ne obsoja, da pusti drugemu partnerju, da to skomunicira, da pove, da sliši in da istočasno pa nekako regulira svoj odziv. Ne? Lahko da je in ga tudi skomunicira, recimo ali je šok, ali je presenečenje, ali nič. Ampak predvsem pa to, no, da ne obsoja, da ne kritizira, da ne reče, to je pa čudno, pa da ne reče fuj. Zato, ker v bistvu kaj se s tem partnerjem dogaja, ne? Pač tvoj partner je zdaj tebi dal sebe v roke, ne? Ti je zaupal, se ti je odprl in tako kot z vsakim drugim nekim zaupanjem ravnamo, previdno ravnamo, lepo damo vedeti, da ga sprejmemo, da mu ne rabi biti nerodno, da se lahko pogovoriva v naslednjih korakih, kako bi to v praksi izvedla, ampak tisti prvi odziv pa, da je sprejemajoč. Jaz velikokrat rečem tem ljudem, ki mi pišejo, kako partnerju povedati, ker ti ful težko nadzoruješ, kako bo tvoj partner reagiral in sploh, če ta partner ni glih nekdo, ki posluša podcaste o seksu pa spremlja te stvari, je njegova prva reakcija velikokrat lahko ne toliko sprejemajoča, čeprav bi kasneje si mogoče premislil. In jaz jim rečem,
da naj povejo partnerju, glej, jaz ti bi rad nekaj zaupal, ne rabiš mi takoj odgovoriti, ne rabiš takoj niti reagirati, pač sam poslušaj me in lahko prespiš to in imaš lahko kakršnakoli vprašanja in sem pripravljena na vse odgovoriti in se pogovoriti o tem, sam rad bi to delil s tabo, da začneš tako na nek tak mehak način, da ne rabiš tudi takoj vsega povedati, če imaš ti zdaj, si želiš, ne vem, kam imam potem tudi kakšne, se želijo oblačiti v ženska oblačila, ki imajo pač ta fetiš, jim je všeč, da ima ženska kakšne najlonke pa gor, ampak bi tudi oni radi najlonke nosili. Pa začni z tem, da bi rada ima ona najlonke. Pa kad vidiš, da je to v redu, pa da je to sprejela, potem dodajaš stvari, da ne greš z vsem naenkrat, da greš step by step. In da daš pač tudi partnerju možnost res, da ima svoj čas za to premisliti, ker ti s tem živiš že ful časa, ti si zdaj že, preden si šel na ta pogovor, si po možnosti še meni pisal, pa si ful razmišljal, pa si ful predeloval to pri sebi. Tvoj partner pa ni in ti zdaj prideš do njega z vsemi temi informacijami in moraš razumeti, da tudi on rab neki trenutkov, da se zbere in da premisle te stvari in da mu pač rečeš, da ima ta prostor, da to naredi, da ne pričakuješ zdaj od njega takoj, da to sprejme in da razume. Odlično. In v bistvu zdaj si ful lepo naredilo voto to, kar sem jaz imela pripravljeno kot drugi korak in sicer to, da ločiš to, kaj so tvoje želje in da to ni tvoje pričakovanje. Da to ni tvoje pričakovanje v smislu, zdaj pa jaz pričakujem, da boš ti to naredila, če me imaš rada ali pa če me imaš rad. Ampak da to je to, kar se v meni dogaja. To so moje želje, to sem jaz zdaj tebi zaupal in tako, kot si ti rekla, lahko si vzameš čas, prostor, lahko prespiš, lahko me vprašaš. Sem tukaj, sem odprt. Ne pričakujem pa, da boš ti zdaj bila ok s tem. In tudi, kar si prej omenila, Prej smo šli na to sporočilo, da lahko v enem fetišu recimo tudi sami raziščemo, kaj je znotraj tega je to, kar nas najbolj vzburja. In da potem tudi s temi elementi enega fetiša probamo s to osebo mogoče pol skombinirati. Nekaj, kar bi pol obema ustrezalo recimo. Ja, predvsem pa potem, da se tudi, ker vsak odnos je dvosmeren, tako da se po tem pogovoru tudi nekako vpraša, kaj pa bi ti želel ali želela, kako se pa tebi to zdi, ali pa kaj pa so tvoji mogoče neki fetiši. A si sploh že razmišljal ali razmišljala, si se že odkrivala v tej smeri, ne? Kaj pa če skupaj odkrivava, kaj vsakmu od naju ustreza? Zakaj pa misliš, da smo tako hitro, ko se gremo te pogovore, ne? Ful se mi zdi, da hitro je nekdo prizadet, ne? Lahko je ena napačna beseda, ali pa tudi niti ne napačna beseda, ne? Lahko je pogled napačen. Lahko nekomu, recimo, če meni ne bi bilo všeč in bi jaz rekla, joj, meni pa tu ni všeč, si predstavljam, da bi nasprotna oseba rekla to, kar si ti prej rekla. Se pravi, ja, pa me nimaš rada, užaljen sem, ti misliš, da je to grozno. Veš, tako hitro nastanejo trenja, čeprav ni noben nič narobe rekel. Jaz mislim, da je tudi tukaj fajn, da ločujemo, kaj je bilo tukaj zavrnjeno. Ne? Recimo v tem primeru, če je zavrnjena neka specifična spolna praksa, to ne pomeni, da si ti zavrnjen kot oseba. Ne? Ampak hitro jemljamo osebno, v smislu, ok, ta oseba je zdaj mene zavrnila, kar je pa tudi mogoče povezano s tem, da smo podelili en zelo intimen del sebe, zelo oseben del sebe. Mogoče ta oseba s tem svojim odzivom je dala občutek, da ta naša ranljivost ni bila najbolj sprejeta ali pa ni bila da se ni z njo najlepše rokovalo. Ne? In pa smo užaljeni, ker smo se odprli, ker smo bili osebni, intimni, pa nas je prizadelo. Ampak istočasno pa hitro posplošujemo na to, da smo mi zavrnjeni kot oseba. Čeprav mogoče sploh ni šlo za to. Ja. Imaš tako mogoče kakšne besede, jaz ne vem, če smo že tle, ampak jaz bom kar počala. Kaj pa, če meni to res grozno? Grozno. Pač meni je grozno. Nekaj, kar bi mi zdaj ti povedala, da ti je všeč, jaz bi rekla, jaz ne moram si to niti predstavljati. Kakšne so neke lepe besede, s katerimi lahko to povem? Ali se samo obrnem, pa grem ta prvi trenutek zato, da pač rešim to situacijo, pa pol povem? Ali kaj naj rečem? Mogoče, jaz mislim, da tukaj bi bilo veliko možnih odgovorov, to kar zdaj reka, jaz sem pač nekateri, ampak recimo, da prije nek šok
najraje bi rekla, kaj je narobe s tabo. Mogoče počakati, malo zadihati. Zdaj, če gre v tem afektu, sicer to je afekt je zelo težko prepoznati, ampak če gre, da lahko prepoznamo ta afekt, da rečemo, ok, zadržimo čist prvi odziv. Najprej se še vedno samo osredotočimo na to, kar nam je bilo rečeno, v smislu, ok, razumem, slišam, hvala, da si mi to zaupal, hvala, da si mi povedal, da si se mi odprl. Ja. Moram še malo razmisliti. Ja, jaz bi pa mogoče rekla, jaz rabim mečkan časa, daj mi malo časa, Ja. pa ti bom povedala čez en dan. Pa Seveda, nekaj. jaz mislim, da res odzivov je veliko, ki so lahko Ja. predvsem, da so taki, da ne prizadanejo druge osebe ob tem dejstvu, da je ta oseba glihkar bila zelo ranljiva z nami in da nas je tudi videla kot osebo, ki je la zaupa, ne? Ker tukaj gre za eno zelo, zelo veliko zaupanje. Torej, tako kot bi reagiral vsak, tudi če bi bila neka druga tema, kjer gre za zaupanje. Ne? Pač, da ne ravno prizadanemo te druge osebe. Ja. Da Je sem pa odgovorila. težko to, ne? Kdaj? Tako, Sploh v afektu, pa pa sploh malo nas se moraš preseneti. Ne? narediti, ne? Razumeš? Če meni prva, nočem tega, pol moram kar malo dihati, pa biti tako, ja, v redu je. Tako se moraš malo zlagati. V bistvu sem jih hodila reči, ampak ne se pa zlagati. Ne? Ker tudi, da si tudi ti iskrena, ne? Da tudi ti pač poveš recimo iskreno, rečeš, ok, kot prvo, ja, hvala, da si mi povedal. Jaz sicer mogoče nisem še, mogoče jaz tega nisem pri sebi odkrila, lahko pa skupaj greva postopoma po korakih pogledati, do kje se lahko ujameva, pa kje so najne meje, ne? Če ti je do tega. Okay. To so res težki, pač taki pogovori. Se mi Ful. zdi, da so že navadne stvari težke za pogovarjati včasih s partnerjem. Naprimer to, da posoda ni v redu pomita, pomaš pa take teme. Ampak ja, pač Jaz mislim res, da tisto, če vam uspe vzpostaviti nek prostor, da se reče, a lahko se, a pa reči, a lahko jutri imamo en tak pogovor bolj, ali pa zdajle, kakorkoli, ne. Pa da se reče, a lahko imamo en pogovor bolj iskren, brez obsojanja. Tudi s tem namenom, da se merva poveževa, da greva korak naprej v odnosu, ne, da si zaupava, da se najprej res vzpostavi ta prostor in to je ful velik del, je pol narejen s tem. eno vprašanje še. Zakaj si rekla, da ni dobro, da se v avtu o tem pogovarjaš? Ker sem velikokrat pa glih slišala, da veliko terapeutov predlaga, da imaš kakšne težke pogovore glih v avtu, ker se ne rabiš gledati v oči, da si tako, ne vem, da veš, da imaš neko mal daljšo pot pred sabo, da se nisi glih skregal, seveda, da si tako v nekem takem mirnem moodu in da je lažje potem zaradi tega, ker lahko gledaš naravnost in pač samo vse poveš, kako je in nimaš bolj tistega pritiska, da si iz oči v oči. Ne, tudi ta teorija ima smisel. Ne vem, zakaj sem rekla prav v avto, nisem mislila specifično, da so v avtu ne sme, bolj sem mislila ne tako, ne v avtu na hiter, v smislu na hiter, ko nekam greva. Ampak ja, če pa vama je do tega, da bo ta tak pogovor specifično, da se vzpostavi tak prostor v avtu, seveda. Tudi Ker sem že velikokrat tudi slišala, da so ljudje rekli, ja, mi pa na kakšnih takih mal daljših road tripih, kakšne take stvari razrešujeva. Ker ne moš nikamor niti iti, ne moreš ne more videti. se pobegati, tam kar je si. lahko scary, Ja. ampak lahko je pa tudi ful produktivno, res je. Ja. Ja. Ker nimaš izbire zdaj, če boš rešil ali pa boš v tišini. Tako se mi zdi, da če bi bilo zdaj govoriti o fetiših, naš edini problem, ne, pa da bi se že v osnovi znali pogovarjati, bi bilo to ful bolj enostavno. Ne, ko ti rečeš, da ja, vzpostaviti en varen prostor, če bi ga mi znali, bi ga vzpostavili, pa bi se pomenili in bi šli naprej. Ja, kurac. Ne. Že z varenega prostora s partnerjem tu je, meni se zdi, da ful redko, da tako slišiš, da ima nekdo res varen prostor za pogovor, pa da se že za navadne stvari ne obstojajo. Ne. Pa se mi zdi tu pa še težje, ne? Ja. In pol ta korak narediti iz tega, da se skregata že zaradi
posode vsakič, ne? Pol jaz razumem, da rabiš včasih leta in leta, da do nečesa prideš tazga, da lahko tu deliš sploh, ne? Kdaj se ti zdi, da je najbolj primeren čas, da poveš partnerju, da imaš fetiš? Pač, a na prvem zmenku, ali na tretjem, ali ko se poročita, ko imata otroke, kdaj? To pa res mislim, da ni odgovora, da bi rekla, pred prvimi parimi meseci pa ne, sploh ne. To je del vajnega spoznavanja in na vama je, kakšen ritem spoznavanja imata, koliko se počuta, da si lahko zaupata. Ampak se ti zdi, da je vseeno fair, da poveš to tako v začetnih stadijih, da ne, a veš, recimo, da si z nekom že tako 3 leta in da ti po 3 letih pove, se mi zdi, da se potem lahko unta drug počuti, ker a mi nisi mogel tega prej zaupati, a to zdaj nosiš v sebi že ves ta čas in se pol sprašuje, pač zakaj nisi mogel tega mi prej povedati, kaj te je nazaj držala, mi nisi zaupal toliko prej. Ne vem, obstaja kakšna taka meja, kdaj je pa res skrajni čas, da se tudi takih tem lotaš. Zdaj, ne morem reči leto pa 7 mesecev, Ja. ampak neka transparentnost v odnosu, v spolnosti z nekim vajnim ritmom, da je fajn, da tam je. In da ima tudi svoj ritem, ne? Da ni prehiter, da se to ne drži v sebi zdaj 10 let, ne? Pa pol enkrat. Ali pa tudi, ne? Ja, Težko reči. težko odgovoriti na to. Ampak bi pa rekla, da je pa to mogoče vseeno ta pogovor del ene širše slike zaupanja in skupnega spoznavanja. Ne? Ker tudi če se mogoče ne pogovarja o fetiših, kakšna beseda nanese tudi na spolnost. Pa ne rabi takoj fetiš, lahko je najprej samo nekaj manjšega ali pa kako ti je med najino spolnost, a bi želela kaj drugače. Ne? Da se sploh vzpostavi to, da o tem se sploh pogovarjata. Ja. In potem postopoma Ja, naprej. jaz mislim, da mogoče ni tako specifično potrebno, da se tako trudiš, če se samo trudimo, da bomo vzpostavili nek varen prostor, se mi zdi, da slej ko prej ti je potem naravno pride in ti je Tako, varno, tako, da ja. tudi tu deliš, ne? Bom pa jaz sem ta izmed nas treh, ki bo malo manj politično korektna, pač meni se zdi, veš, da je tako težko povedati glede na vse različne fetiše, ki obstajajo, ker pač mi se lahko delamo, da niso čudni, ampak dejstvo je, da so pa v družbi eni nenavadni, ne? In zdaj, če imam jaz fetiš na roke, lahko to povem avtomatsko na prvem zmenku. Rečem, joj, meni je pa to ful dober in ful všeč in vsem bo čisto normalno. Če imam pa jaz fetiš na to, da se nekdo pokaka name, kaj? Razumeš? Ja. Pač dejstvo je, da je ena stvar manj sprejeta. Ne moramo se delati, da ni. Je to resnica? Meni se zdi. Je pa tudi mogoče, kakšna je pa razlika med tema dvema fetišama? Da recimo ta drugi v bistvu že v svoji, kot naj rečem, naravi zahteva partnerja, ki mu pa res lahko med spolnostjo, recimo s tem fetišem, povsem zaupaš, se mu povsem predaš. Kar pa večinoma, mislim, ne vem, če se ti to zgodi na prvem dejtu, super, ampak hočem reči, da je to del širše slike vajnega odnosa. Medtem ko za roke? Pa mogoče ni tako intenzivna ta predanost drugemu. Ja, res je Zato, ker to, v bistvu pri teh, kako smo rekli, atipične, Redkih, mogoče, redkejših. Redkejših fetiših. Vsi so redkejši. Vsi so redkejši, ja. Temu se reče parafilična želja oziroma bolj neutralno, nekonvencionalni erotični interesi. Big words. Wow! Bam. The best! Tukaj bomo pisali čez ekran. Wow! To, ja. Dajmo na tole vprašanje zdaj odgovoriti, kaj je bilo tudi na Instagramu. In ja, mislim, zakaj nekatere privlačijo fetiši, kot so pissing, to se pravi lulanje, pljuvanje. Na internetu sem našla celo pornografijo z bruhanjem in fekalijami. Je dejansko možno, da si v realnem svetu nekdo želi tega? Ali to snemajo, oziroma take porniče snemajo samo zaradi gledanosti in denarja?
Tako da dajmo govoriti o tem, zakaj sploh pride do fetišov, pa zakaj so eni bolj pogosti kot drugi. Torej, če se najprej pogledamo na te parafilične fetiše, ki so v bistvu zelo zanimivi, zelo ekstremni, za njihove razumevanje, če se malo dvignemo nad tem, kar se samo biološko dogaja, ne, ampak pogledamo neko simbolno formo tega, kaj se tukaj dogaja, in sicer je veliko enega igranja z močjo, velike neranljivosti, popolnega podrejanja ali popolne moči, in pa tudi neke vrste razkroja identitete, ne? Ker če pogledamo družbeni svet, družbeno življenje, ki ima strogo kontrolo, strukturo, ne? Živimo pač v nekem vsakodnevnem življenju, ne? Živimo v nekem svetu, kjer vse je razloženo, kategorizirano, pod nadzorom, in mogoče ta prostor lahko predstavlja nekaj popolnoma drugega, nek popoln razkroj identitete, tisto vrnitev v najbolj neko osnovno, naraven del nas. Toliko vprašanje, kaj pa je tisto naše resnično telo, ne? Tisto najbolj intimno, umazano, ampak umazano v smislu kot nasprotje tej čistosti, popolnosti, kateri skozi težimo v svetu, kjer moramo biti skozi oblikovani, strukturirani, idealizirani, idealni, imeti neke filtre na sebi. Ne? Če pogledamo, da v javnosti imamo skozi neke filtre na sebi, bi potem v takem primeru fetiša povprašamo oziroma doživimo, kaj lahko doživimo, ko ne samo vsi filtri odpade, ampak res odpade vse inhibicije, ki jih živimo tekom življenja. Ne? Ja, pa tudi par stvari, ne, tukaj gre za igranje s temi mejami, tisto, kar je prepovedano, lahko nas vzburja to, kar je prepovedano. Ne? Družbene norme se tukaj zelo kršijo, kaj je čisto, kaj je higiena, kaj je bonton. In lahko že to, da je prepovedano samo po sebi, povzroča, okrepi neko vzburjenje. Lahko da, oziroma del tega je tudi popolna podreditev ali popoln nadzor, ne? Ker gre tukaj za neko skrajno obliko ponižanja, ampak spet, ko govorimo o ponižanju znotraj fetišov, ne mislimo, da to drugo osebo res ponižamo proti njeni volji, kot ponižanje razumemo v vsakodnevnem življenju, ampak da je to neko ponižanje z nekim konsentom, da ta oseba, da to tej osebi, ki je ponižana, res vzbuja močna erotična čustva, ne? In da je nekaj, kar si ta oseba želi, da želi, da ima neka druga oseba moč nad njo, oblast nad njo, degradacija, tudi da si želi, da je degradirana, ker to potem odpira nek vstop v zelo, zelo močne čustvene reakcije, prepletene z vzburjenjem. Kar sem že prej malo omenila, da tudi pri takih fetiših je zelo, zelo pomembna bližina s to osebo, ne? Ker to je res oseba, ki se ji predaš, ki se ji bolj ranljiv od tega pa že ne moreš biti. Ne? In to je v bistvu nek zelo, zelo močan povezovalni del med takima osebama, ne? Ker v bistvu ne samo tista, ki je ranljiva, v bistvu oba sta popolnoma ranljiva v obeh situacijah. Ne? Tako da. Pol recimo v resnici, če bi me nekoga vzburjalo, da jaz imam skozi ta sket fetiš v glavi, ne, in bom kar na to navezala, ker ne morem razmišljati o drugem, kakor v ekstremih. Se pravi, če bi mene vzburjalo, da se nekdo pokaka name, to pomeni, da me ne vzburja v bistvu fekalija, ampak okoliščina. Se pravi, ne vzburja nas lulanje, ampak kaj se simbolno dogaja z vajnim odnosom, ko se to dogaja. Ne, recimo, katera pravila so kršena tukaj, pravila družbe, pravila čistosti. To, da sta šla v nek ekstrem, da sta skupaj doživela nekaj zelo ekstremnega, kar recimo družba ne odobrava. Pa lahko tudi predpostavimo, recimo, da če se poglobimo v te stvari, ki nas v resnici vzburjajo, če mojemu partnerju ne bi bilo všeč fekalija,
lahko pogledava, kaj pri tem naj vzburja, se pravi krščenje neke čistosti, pravil, in pol to preslikava v nekaj drugega, kar bi bilo obema všeč. Tako. To lahko moje še ChatGPT vprašaš na koncu. Kaj? Ja, pač mu poveš, Kako bi mene to to pa to preslikali, vzburja. Ja, pač lahko. Po mojem, mislim, Ker da jaz ima sem ti neke omejitve, chat, glede tega, kaj je primerno ali pa kaj ne. Ampak tako ne vem, jaz sem zadnjič mu nekaj napisala in mi je rekel, da mi ne more odgovoriti, ker ni primerno. In sem rekla, sorry, jaz res rabam odgovor in pa mi je kar odgovoril. Tako da, ne vem, lifehack. Okay, dobra ideja, mogoče ChatGPT za dobiti neke ideje, ampak moj pogovor je že s partnerjem, namest ChatGPT-om. Ne, itak, to lahko- začneš, to mislim tako v tem smislu, ko včasih ljudje nimajo idej, kako zdaj iz tega naprej. Tako, ja. Ugotovil si te neke osnovne elemente in potem, ko nimaš ideje, kaj bi lahko. In sploh ne mislim, da ti bo dal chat tako dejansko nek odgovor konkreten in bo zdaj lahko takoj preslikal, ampak ti bo dal tako neko polistočnico za naprej Tako razmišljati. razmišljati naprej, tako Ker ja. tako dober spet ni tale chat, bodimo iskreni. Ampak tako se mi pa zdi, da je pa tako dober za, ko si stak in ne veš zdaj naslednjega koraka, kako naprej, pa ti pa lahko ful pomaga, pa i tako na koncu sam prideš do tega odgovora. Tako da sem... Jaz sem bo mislila, bolj- da so tako fetiši fixed in stone forever. Se pravi. Ne, fetiši se spreminjajo, lahko se tudi razvijajo, v smislu lahko te na začetku vzburjajo samo najlonke, potem že kasneje mogoče ne vem, celoten kostum, leder, kogarkoli, lahko se tudi spreminjajo, če bi res želel. Tudi če bi želel nekaj spremeniti, lahko spremeniš. Okay. Meni je bilo- Ampak bi pa se, oprosti, da ne gremo mimo manj zanimivega dela, seveda je pa tudi to, kar je komentar vprašal, glede, če snemajo samo za klike, ne? Seveda pa tudi to se dogaja, tudi to se lahko zgodi. Lahko taki fetiši tudi pridajo čisto zaradi desenzitizacije, da je to kaj ne pornografije, da se ne. Ampak se mi zdi, to je nekaj, na kar je treba opozoriti, ampak meni je ta drugi del bolj zanimiv. Ja. Ja, drugač, enkrat sem poslušala eno, to je bilo na TikToku, ampak je rekla, pač jaz sem imela včasih tokenih fetišov pa kinkov, pa sem šla pa na terapijo, zdaj pa nimam nobenega več. Ja. To je bilo ful zanimivo. Potem sem pa tudi brala eno zgodbo od enega fanta, ki je pa razvil fetiš na stopala zaradi tega, ker ko je bil mlad in je masturbiral, je bil kaznovan. Vedno, če so ga dobili, da on masturbira, je bil kaznovan. In pol se je on skril pod postlo in na skrivaj na hitro pod postlo masturbiral. In potem pač vse, kar je pač lahko videl, a ne, če pač ga je nekdo zalotil, so bile noge, so bila stopala. In potem je pač ta povezava, zaradi tega, ker so bila taka močna čustva, ta strah pred kaznijo, pa ker je masturbiral, ker bo s seksom povezan, mu je pač ta klik naredil in je iz tega potem se razvil fetiš na stopala. Ful je enih različnih razlogov, zaradi katerih se lahko fetiši razvijajo. Ni tako enega glavnega, pa tudi ni vedno nujno, a ne, ker zdaj, ker sem prej rekla, da je ena rekla, da je šla na terapijo in zdaj nima več fetišov, si bo mogoče kdo mislil, to se pravi samo ljudje, ki imajo neke travme, pa ki so neki, ki je z njimi nekaj narobe, mentalno imajo fetiše, pač tudi to ni res. Veliko ljudi, ki so zelo veliko uspeli v življenju, ki so zelo inteligentni, ki so zelo sposobni, ki so postavljeni, imajo tudi lahko fetiše in ni to zdaj vezano na to, da ne pomeni to, da je nekaj s tabo narobe in si ti lahko na prvi pogled noben ne bo rekel, da imaš pa ti zdaj, ne vem, fetiš na to, da se oblečeš v lateks in da potem te tam ena domina po tleh sprehaja in da ti potem moraš pucati vse in lizati stopala. Glej, zadnjič smo, ne vem, kje smo se tu pogovarjali, da so velikrat fetiši tako čist nasprotje tega, kar moraš biti v resničnem življenju. Ne? Tako, če Recimo dominacija je en tak odličen primer tega. Ne pravim, da je to zdaj vedno 100%, ampak lahko je. Prav ta, da podrejenost, recimo fetiš podrejenosti, da ima recimo oseba, ki mora v svojem življenju imeti vse pod kontrolo, vse pod nadzorom, ta oseba nadzorovati vse, imeti skozi vse v mislih in pa pride pač ta moment spolnosti in lahko končno se popolnoma preda in reče, zdaj pa jaz tebi dajem to sebe, to rečemo odgovornost, kontrolo, tako, ja.
Da lahko tudi ona končno živi to, da ima nekdo drug končno kontrolo nad njo in jo ima v svojih rokah, da ne rab ona imeti vsega pod kontrolo. Drugače pa tudi, kar se tega tiče, te pornografije pa te pornografske industrije, če noben tega ne bi hotel gledati, pa ga ne bi zanimali, ne bi tega delali. Tako. Po drugi strani je pa tudi ena teorija, da zaradi tega, ker so vsi te ekstremi toliko bolj dostopni, ker jih toliko lažje najdeš na internetu, da tudi potem vplivajo na razvoj nekih fetišov. Ker recimo, pač mene je noro, da je knjiga 50 Shades of Grey toliko pripomogla k normalizaciji BDSM-ja. Ker včasih BDSM noben je vedel, kaj je to, pa če bi kdo je slišal za to, pa ni bil v tem lifestylu, mu je bilo tako noro. Zdaj, pa zaradi one knjige, ki sploh ni pravilno tega predstavlja na prav način, je pa pač BDSM ful sprejet in to sploh ni niti več smatrano kot nek tak ekstrem, ampak nekaj tako skoraj normalnega in sprejemljivega. In je tudi pač zanimivo, kako družba in mediji in pornografija vplivajo pač na ta razvoj teh kinkov. Ker naprimer, ko je bilo to vprašanje, zakaj so eni fetiši bolj pogosti kot drugi, mi je bilo ful zanimivo, pač, ko sem malo o tem brala, da je od tega dostopnosti tudi odvisno. Ker recimo to, da ti povežeš neki nastopala, je ful enostavno in ful hitro se lahko zgodi, medtem ko da imaš ti fetiš na fekalije, pa ni... Moraš vedno imeti možnost to sploh spoznati. In verjetno imaš prej, mogoče se ti prej ta stopala dotaknejo. Pa na lateks. Ja. Čeprav spet lateks ni toliko pogost. Ampak ne vem, jaz enega followam na Instagramu, ki ima pol te cele neke lateks obleke, kako ne bi to drago. Ampak si pa, kaj? Ne, tako, enkrat sem videla, da kao, če dosti dolgo časa neki omenjati nekdo, da tvoji možgani ne prepoznajo, kakor med tem, da je neki hihihaha čudno, pa med tem, da ti je pol všeč. Ja. Torej, če pogledamo, kako nastanejo fetiši in v bistvu ste že obe omenile par stvari in sicer lahko, da gre za enostavno neko zgodno povezavo, tako ga s tem fantom. Lahko, da je čisto ključna, lahko, da je pač neka zadeva, predmet pa karkoli drugega bilo tam na voljo, videno med tem in on je istočasno bil zburen in se te povezave potem povežejo. Lahko ne tudi lahko, da je to, kar si ti omenila, recimo neko učenje skozi ponavljanje, če se nekaj to dosti ponavlja, dejansko se povezave se spet vzpostavijo in se vzburjenje poveže pa s tem predmetom. Lahko pa gre za, če se naveže na tisti primer s terapijo, lahko pa gre tudi za neko nezavedno predelavo psiholoških vsebin. Tukaj pa velikokrat govorimo o raznih občutkov moči, nemoči, nadzor, podreditev, srama ali krivda, kar je tudi zelo velik motiv v nekem splošnem diskurzu seksualnosti. Recimo sploh znotraj Slovenije, ker tukaj tudi ni zanemarljivo poznavanje torej preteklih generacij in njihovega odnosa do spolnosti. Recimo, veliko žensk ima to preferenco, da so spodaj. Ampak veliko tega tudi izvira iz tega, da enostavno ženske so bile spodaj, niti v tem niso uživale, ampak so pač morale moža zadovoljiti, in ker so bile bolj pasivne, so bile spodaj in se to prenaša z generacijo v generacijo in zato je danes še zvedno to tako dosti pogosto pri ženskah, da so rade v tem položaju, ker se to pač prenašalo z generacijo v generacijo. Zato je neke vrste predelava nezavednih vsebin, ki so prišle kot neka medgeneracijska, ne vem, če je to travma, medgeneracijsko sporočilo. Je lahko pa pol tudi dosti nezdravljivo. Osvobajajoče. Če
Pač, če neke stvari, ki jih ponovadi v življenju ne moreš raziskovati, raziskuješ tako med seksom, ne? Neka občutja. Tako kot da je terapija malo. Tako. Je res to? Ne? Tako terapevtsko je lahko malo, da nekomu toliko zaupaš, da če imaš ponovadi v življenju nad vsem kontrolo in da je pol med seksom lahko spustiš, to se zdi manj drugače dobro za možgane. Ja. Viš, kaj bi se še vrnila na ta sram? Prej so se, pred snemanjem so se malo o tem pogovarjali in si začela fulover govoriti, pa bi rada, da dokončaš tukaj še drugi slišijo glede sramu, zakaj ni to nujno slabo čustvo. Zelo dobro vprašanje. Ja, res je. Ja. Omenila sem, da je ena zelo pomembna, ko ne rečem, moja opaska, bi bila ta, da jemljamo sram, se pravi, še enkrat, če se vrnemo nazaj na to, da smo se pogovarjali, kako nekaj izkomunicirati s partnerjem. In ko sem rekla, ko sem omenjala vse te stvari, nek varen čustveni prostor, zaupanje, ne, in da je to tudi neko poglabljanje odnosa, torej koliko enih lepih, fajn dejavnikov, ki dva partnerja poveže, je prisotnih, ko se nekdo odloči izkomunicirati svoje fetiše. Ne? In tudi, kaj se tukaj zgodi, vse tukaj moramo iti čez ta sram, moramo iti čez to napetost, ker znotraj tega sramu je ta napetost, sem malo živčenka, moram povedati, kaj bo ta oseba rekla, kako bo reagirala. In ko grem čez to, ko greva skupaj čez to napetost, se ta napetost sprosti in se odnos poglobi, gre sto korak naprej. Torej, to preseganje te napetosti je zelo pomembno za odnos, ne, za partnerja, ker to je zdaj nekaj vajenega, nekaj, kar se samo vedva delita. Ne. In zdaj, če pa tega sramu ne bi bilo, ne, kar recimo danes probavamo se prikazati, kot meni sploh ni problem se pokazati, pa sleč predvsem, zakaj bi mene bilo sram, meni ni nič sram. Ja, kje pa bo pol ta napetost, kako boste pa s partnerjem skupaj šla čez ta sram, ki je lahko povezovalen, ne, ki je lahko neka stena, ki je znotraj katere sta samo vedva. Ne. Tako, da ni nujno, se pravi, sram ni nujno slabo čustvo. Ne. V redu je, če nas je sram enih stvari, ker to pomeni, da filtriramo, s kom bomo to skomunicirali in da ima to potem toliko večjo težo, ko s to osebo to skomuniciramo. Ne? Ker si podelimo, ker poglobimo odnos. Ja. Tako da ne rabi biti cilj vse tega sramu samo znebiti. Ne rabi nas biti sram, da nas je sram. Tako, ne rabi nas biti sram, da nas je sram, bravo. Zdaj, ko si tako povedala, je to res logično, ker tudi pač ne bomo tleme zdaj vse začele predeti, ne, ker naenkrat, ker nas je sram. Ja. Ampak bolj včasih, ko si pa doma, Ja. bolj pa začneš predeti. Ja. Ker si za to steno, Ja. v kateri je bilo tu preseženo. Absolutno so ene stvari, ki so normalne, da ostanejo ali samo za nas kot individualno osebo, ali so mišljene samo za naju, kot naju dva s partnerjem, ne? In imajo svoje mesto tam. Z namenom so tam in to ful vpliva na odnos in iz tega je odnos sestavljen zares. Ne? Okay. Zdaj pa bomo imeli malo drugačen zaporedje. Ne? Zdaj je na vrsti intimni kotiček, Okay. ki bi mogel biti že vmes, ampak nič hudega, ker smo šli kar direkt na tole temo. Zdaj pa rabimo spet tvoj zvučni efekt. Lahko isti. Ponovadi naredijo istega. Intimni kotiček. A bom jaz prva? Jaz imam eno BDSM igračko. No, daj. Mislim, več jih imam, ampak bom kar to. Tu je kletka za penis. Jaz karivam. Te vem, da ni. Ne, nima noter bodice, ampak ene jih pa tudi imajo. Ene imajo tudi čepek za penis noter. Kar je meni čist scary, ker kako boš to očistil kvalitetno. Ja. Ampak ok. Zakaj bi nekdo nosil kaj tazga? Imaš kakor odgovor? Zakaj bi si nekdo želel
Zakaj bi si recimo on zdaj želel imeti kletko za penis kar cel dan nositi? Zdaj daš snemalc tako pogledal debelo, kaj zdaj on. Kako so vedeli? Rabim si predstavljati. Ja, lahko je. Dajmo dati na delčke, na manjše delčke, kot smo se prej pogovarjali. Torej, kaj lahko najdemo v takem fetišu? Zakaj bi nekdo to imel na sebi? Se pravi, nekaj prepovedanega, nekaj on ne sme. Se pravi, on bi si lahko nekaj želel, ampak to željo nekaj prepoveduje. Mu je prepovedano. Tudi, da se ne rab samo odločati. Kdaj? Da se ne more samo odločati. Ja, da se ne more, ja. Torej, to posredno pomeni, da se ne rab in je tako malo osvobojajoče. Ni? Zelo dobro. Ja. Zelo dobro. Hvala. Imaš ti še kaj? Ja, veš, da sem jaz drugače enkrat enega spoznala, ki je povej. rad nosil te kletke za penis. Povej. To je bilo zdaj že ful časa nazaj, ampak on je takrat meni rekel, če bi jaz pač bila in charge od tega in meni je bilo ful zanimivo to, tako sem tako, ok, da vidimo pač kaj fora in sem šla pa z njemu na kavo, pač da mi je malo razložil in sem tako, wow, prvič v življenju sem dobila vse te odgovore, tako first hand. Zdaj me je prav žal, takrat bi si mogla to vse zapisati, da bi pač si res zapomnila, ampak pač cel point je res to, ta mentalna stran, da je nekdo drug in charge tvojega telesa, tvojega užitka. On je pač to nosil skozi. On si je pač to dal, ne vem, 2-krat na teden mu je dala, pač mi je že prej eno gospodarico. Jaz sem pol rekla, da pač jaz tega ne čutam, da jaz to ne moram. Ampak mi je bilo ful zanimivo, ker mi je povedal, da je dala ona njemu to dal samo 2-krat na teden, zato da pač se je on to vse umil in pojedel nazaj gor. In je imel in poleti in pozim, neko plastično je imel. In ja. Tako da meni se zdi, še tako, če bi kdo to recimo rad začel nositi, ne začeti takoj, da imaš cele dneve gor, ker se mora tudi telo navaditi na to. Pa so tudi tukaj vprašanja, kako je to zdravo, ker ti po noči, ker on ima tudi po noč to gor. Ker tukaj, glede tega, sem še zmer tako malo v precepu, ker po noč imaš ti erekcije. Pač zdrav moški ima po noč, ne vem koliko že, ampak po nekaj, po ene pare erekcije imaš ti pač, po 5 erekcij imaš ti na noč in s to kletko jih ne moreš imeti. Glih sicer je tudi to del tega užitka, ta bolečina, ki pač hoče penis imeti erekcijo, pa jo pa ne more imeti. Se po moje, pol s časom jih že nimaš, niti po noč več. Sam to v bistvu mislim, da ni najbolj zdravo niti. Potem tudi dobro je, da se ti sprazneš na vsake toliko časa, že zaradi tega, ker to preprečuje, zmanjšuje možnosti za nastanek raka prostate. Če ti zdaj ne ejakuliraš po mesece in mesece, pa je gre pol slabo. samo tako ven po noči. Ni to Uspešno je pa dovolj, ne? Ne vem, pač ne vem, a veš, lahko pa, ali pa je, kaj pa vem, mogoče telo poskrbi samo za to, da je dovolj. Eni sicer si dajo dol, pa potem pač, da si ga ne vem, tudi ne vem, 2-krat na teden zdrkajo ali pa kaj. Eni pa pač grejo prav v celibat, da nič, nada. Ampak začneš pa s tem, da imaš to, ne vem, po kakšno urco ali pa 2 gor. In potem stopnjuješ. Ja. Ja. Mislim, jaz sem tu probala s svojim bivšim partnerjem in je bilo ful smešno, zaradi tega, ker prvo, ti moraš poskrbeti, da je ta stvar glih prav velika, ne? In ne moreš si zdaj zmeriti penisa v erekciji, ker tla ni v erekciji, tako da potem ni bila glih prave velikosti in je tudi v čist navadnem stanju med nošenjem ga ful bolelo, tako da pa nisva mogla v resnici tu ful prakticirati, da bi videla, kako je zdaj, kakšen je občutek, če imaš ti to kar cel teden gor. Pač jaz mislim, da je nekaj na tej frustraciji, da fucking ne moreš, ne? Ne moreš, da ti ona ne dovolj. Tako mogoče je tudi edini čas v vajni zvezi, ko ima pa ona res ful kontrolo, ne? Pa jo ti lahko spustiš, ne? Če moraš drugače vse račune plačevati, pa avto voziti, pa vse neke stvari delati, ne? No, glavnem, še kakšno tehnično stvar moram povedati. Tehnično. Namigan mi. Kaj bi mogli ljudje še vedeti o tem? Pomembno je, da, kakor si ti rekla, izbereš pravo velikost. Jaz bom držala ti pa malo govor. Ker imaš gor na internetu načeloma, ko jih kupuješ, imaš napisane mere. In glede tega obročka, čeprav dobiš obročke, dobiš različno velike ponovati noter. Tako da bolj je pomembna ta dolžina in obseg.
in pač Ja. zmeraš potem penis v mehkem stanju. Je pa še zmer vedno možnost, da boš pač zasral velikost, lahko ti vse prav zmeraš, Ja. pa še zmer do konca, ne vem, kaj ne bo v redu. Ja. Tako da Dobiš še eno sem- ključavnico, pa ene full ključkov. Tudi rezervne ključavnice, pa fajn je, da en ključek imaš vedno pri sebi. Tu sicer malo defies the purpose, ali kako se reče temu. Problem je, naprimer, če slučajno se ti zgodi kakšna nesreča, a ne, pa te morajo odpeljati v bolnico, pa imaš ti to gor, pa nimajo ključka, pa če fajn, da imaš ti ključek, da odklenejo, da ne rabijo zdaj iskati, s čim ti bojo to dol pač spravili. Imaš pa potem tudi take ključavnice, ki so na zip tie. To je pa mogoče malo boljša rešitev, potem, da ne rabiš ključka. In potem imajo pa te ključavnice, da ne moreš golfati, gor številke. In vsaka ključavnica ima drugačno številko, in potem tvoja partnerka ali pa domina točno ve, če si pač golfov, ker bo videla po številki, je še zmeraj ista številka gor ali ne. A ne, in kaj zip tie, itak ne moreš dati dol pa nazaj gor iste. Ker serious game. Ja. Shit. Tako da pol priporočam skoraj bolj tiste. Tudi malo manjše so, malo manj upletajo in je tudi mogoče malo bolj udobno potem zanositi vse skupaj. Ja, noč. Jo. Padla sem na tem testu danes s temi kletkami. V glavnem, kletka za penis, izberite pravo velikost. Lulate čez to luknjo ven, lej, to je še zanimivo. Ja. Recimo, tu imaš kar gor med lulanjem in moraš nacentrirati, da tle vmes gre pol ven. Ker drugač ti gre lulanje nazaj not. Ne? Tako da, to je to. Kletka za penis. Na Pitch Popu dobite to s kodom med nama 10. Ja, sem glih hotela reči, pitchpop.si za vas poskrbi. Jaz imam pa danes s sabo dildo. Sicer ne bom pokazala glavice, ker je malo realistična in me je zdaj snemalec opozoril, da boš, da jo skrijem, ampak jaz sem prinesla za pokazati tega, ki ga še nisem predstavila in tega, ki sem ga že. Za tiste, ki se vam je ta mogoče zdel malo prevelik, ta mislim, da je 20 centi, ta je pa nekih 18. Ja. In predvsem v debelini se razlikujete, ne? Ampak tale, ta star, za une, ki sam gledate, jaz imam v rok 2 fantazijska dilda, ful sta lepa, takih pastelnih barv, vijolično modrih in v glavnem, rozasto tudi. Ta, ki je 20 centi, izgleda ful debel, ampak ima take spirale in v resnici pač pol sploh ni toliko debel, ki ga imaš noter, zaradi tega, ker se tako noter dan, a ne. Tako da meni, kar se debeline tiče, pač ja, tale je manjši, a ne, ki ga imam danes za predstaviti, ampak ta ni bil toliko grozen. Okay. Sam za tiste, ki vam je to pregrozen, pa še, ki vam je to predrago, ker jaz sem tegale specifično izbrala zato, ker je bil malce cenejši od teh fantazijskih in sem rekla, da probam to, pa da vidim, če je za kaj, ker vem, da vas velik hoče probati fantazijske, pa vam je tako 100 evrov mal velik in iskreno razumem. Yeah. Tako da tale, ne vem, koliko je, ker sem pozabila, ampak bomo napisali na gor na zaslon, je veliko bolj cenovno ugoden, isto silikonski, full luštkan in malo je tako, pač malo je zavit, ampak čist mal. In se mi zdi perfekten. Všeč mi je, ker ima veliko nekih struktur, ki jih dejansko čutiš, ko grejo noter vate. Zdaj, pri temu, ta starmu mi je bilo ful všeč, ker ima res širok dno in si ga lahko še na poslo dal in se je tako lepo uprl in si lahko kar mrske z njemu počel. Ampak tale se pa pač presesa na vsako trdo površino in je tudi cool. Za dildo, fantazijski, ful priporočam. Pač meni je the best. Da vem, kaj ne še povem. Jaz sem zelo uživala, ker sem ga uporabljala. Tak mal bolj mehak je, ampak glih prav čvrstno. Pač it gets the job done. Koga moraš držati? Oceni ga od 1 do 10. Iskreno, nimam 10. Res všeč mi je. Nimam nobene pripombe. Tako, kar se tiče občutka materiala, kar se tiče velikosti, meni se je zdel glih prav velik, če hočeš tako neko, pač res se zapolne, ni nič, je on the bigger side, ampak cool. In te strukture, ki so, pa zgleda, kaj je ena sveča, ki se topi, the best. Pa lep je, no, tako, to. Dobite ga na Pitch Popu, s kodom med nama 10. Ja, jaz pa to kletko sem pozabila oceniti. Če bi bila prave velikosti, bi jo ocenila z 10. Zaradi tega, ker sem ful uživala, ker sem se vmes ustala in sem lahko in sem šla. Ful je bilo dobro. That's it. Kaj bi rekla?
ko nekomu, ki to gleda, pa odkriva glih svoj fetiš, ali pa ga je že odkril, imaš kakšno sporočilo pač za vse vas, ki imate fetiše. Če ima kdo kakšen zanimiv fetiš, napište nam na mail. Ja, Julija. Ja. Okay. Torej, kaj bi rekla? Rekla bi, da na prvem mestu, da ne gre samo za fetiš, ampak gre za spoznavanje sebe v nekem zelo intimnem delu sebe, kar je super, kar zelo podpiramo. Da pač upam, da ni tega narativa, da je nekaj čudno, ampak lahko je čudno ne v smislu nekomu ali pa družbi, ampak če je to del tebe, če si to ti, si to pač ti. Ne? In upam, da najde način in partnerja, s katerim lahko to potem raziskuje. Ja, in da ko pride do tega partnerja, da bo ta komunikacija stekla, da bo lahko to skomuniciral. Ja, to. Jaz bi še dodala, da point tega podcasta, pa sploh te epizode specifično, je, da predstavimo malo še en drug pogled teh fetižov, da vidite, da to ni nekaj groznega in da nekdo, ki ima fetiš, pač da ni zdaj to nek slab človek, ali pa da je z njemu karkoli narobe, da imamo sam različna doživljanja, različne izkušnje in različne želje in da s tem ni čisto nič narobe. In pač jaz bi res rada, da bi bilo to malo bolj sprejeto, no? Da se ne bi ljudje počutili, kakor da zdaj ne morejo svojemu partnerju tega povedati, da je zdaj to neka temna skrivnost, ki jo morajo imeti. In zakaj sem rekla, da napište na mail? Pač jaz bi ful rada imela na podcastu nekoga, ki ima kakšen fetiš, ki bi ga predstavil, v katerem bi govoril. Ker jaz sem ful poslušala rada podcaste, kjer so imeli za goste nekoga pač s nekim fetišom in jaz sem se pač na tak način največ o teh stvareh naučila. In glih zaradi tega se mi zdi, da sem zdaj ful bolj sprejemam te stvari, ker sem pač iz prve roke slišala in pol vidiš, pač to je samo en normalen človek, navaden človek, pač vsi smo normalni, nobeni normalen, ampak smo vsi pol za tega normalni, ker nobeni. In pač je en navaden človek in je pač to samo en del njega, to ga ne definira, pač ni zdaj on ta fetiš, ampak ta fetiš je samo en del njega in je večslojno bitje, kot smo vsi. In se mi zdi, da mi lahko tle ful govorimo v teoriji, ampak če pa slišiš tako zgodbo nekoga, pa fulaži, potem to ponotraniš, pa sprejmeš, pa vidiš, se sploh ni nič toliko groznega. Tako da, če je kdo, ki bi o tem govoril, ful povabljen za goste. Če bi pa kdo rad poslušal take podcaste, pa Horrible Decisions imajo ful takih epizod. Priporočam. Jaz sem še povedala, da najbolj pomemben podatek, ki se mi zdi, da smo ga danes dobili, je tu. Jaz sem mislila, smo se sprašvali, pač, zakaj bi glih nekdo imel na drag fetiš. Pač kaj v tem dragu, da imaš ti fetiš na to. Danes smo pa ugotovili, da v bistvu je nekaj na situaciji, ne nujno na tej stvari, ki se dogaja. In tu se mi zdi zelo fajn, da imamo to zavedanje tega, da lahko na to pomislimo. In se pa hkrati tudi zavedamo, da lahko tu, če ni obema všeč, da to ne pomeni konc sveta, ampak da to pomeni, da lahko te želje živimo kdaj tudi v eni drugi situaciji, če znamo prepoznati pač, kaj v tej situaciji nam je všeč. Tako. Lepo povedano. Hvala lepa. Preden gremo na našo igro za zaključek, imava še darilo zate. Darilo? Ja, Sara ima eno darilo in jaz imam eno darilo. Dve darili. Ja. Ampak se ne malce tudi kakšno darilo. A imaš kaj pripravljen za njo? Vodo ti je prej natočil. Sam res. Hvala lepa. Evo. Hvala lepa. Izvoli. Hvala lepa. Ja, A ti razloživa na hiter? Ja, prosim. Ja. Tu je pitch pop darilo, noter sta ene dve stvari, ne rabiš jih zdaj pogledati. Tako, malo. Ne moreš brez tega domov oditi, če si prišla na ta podcast. Tole je pa tako intimno olje. Jaz skozi poznam, kako se Il Quandisa, ja, ta beseda. Od Luxury Intimate. In to intimno olje je tako iz čisto naravnih sestavin, lahko gre v nas, zato gre lahko tudi na nas. Odlično. In point je tega, da se poleg vseh teh skincare rutinov in hair rutinov in ne vem kaj, da imamo še tako neko intimno rutino. Bravo. In da se negujemo, da si vzamemo čas zase in
Pač nič. Pretresaš, se namažeš, Ja, to je ful pomembno, da That's it. pretreseš. Vse Najlepše. ostalo pa ni. vse ti piše. Ja, super. Tako da. Najlepša To. hvala. Ja. Jaz sem zdaj začela to uporabljati. Jaz že tudi ful dni uporabljam in mi je ful všeč. Ej, jaz sem prav jezna na se, zaradi tega, ker se prav takrat zavem, da se tako gor mažem in sploh nisem prisebna in prisotna tako. Pač prav Sem tako, moram ne? se, prav moram se tako zbrati in sem tako, ok, dej Lucija, malo se, pa, dej pet v telo, pač začuti se. Bravo. In se mi Ja. zdi, da je tako ena dobra stvar za to, da res Malo povadimo prisotnost. Ne? Ja. Tako. In v bistvu ta prisotnost, ja, ful se dobro to izpostavlja zdaj. Da je to tudi nekaj, k čemer naj stremimo, tudi ko smo s partnerjem in ko smo sami. Ja. S tem se začne šele spoznavanje sebe, da smo res prisotni, da smo v Tako momentu. malo počasnimo, kdaj. Ja. Ker tudi, naprimer, če se mažem s kremo, veš, za telo, jaz sem tako, čim hitreje, zdaj da bo. Ja. In sem tako, zakaj se ne ustavim? Ker da bo ti se 2 minute več, ko mi bo vzel, bo pa zdaj kaj bom 2 minute več scrollala na telefonu, Ja. bruh, pač, joj. Tako da se mi zdi ful dober, ker se spomniš, pa se malo ustaviš, pa si tako, ok, moja Joni bo zdaj lepo mehka in gladka in mastna. Uporablja se Tako drugo da. besedo kot piška. Smo zrasli, ta podcast je zrasel danes, prišel je na Wow. nov nivo. Joj, ne, me zdaj ne pričakujem, da bom zdaj tako govorila. Ja, od zdaj naprej je Joni. Okay? Okay. Okay. No, Zdaj se ne obljubljam. jaz sem pač preživela to epizodo brez tableta, z beliso. 3-krat sem si jo mogla vmes vključiti, pa dati na malo višjo. Ja, Ne to. pulzacija. Ja, ker sem že nehala malo čutiti. Mhm. In nimam krčev, jaz ne vem, kaj to Wow. pomeni. Odlično. Pač, videli bomo. Bo malo manj me je strah, kot prej. To je to, kar Hudo. moram še jaz zapovedati. Ok, gremo še na Never Have I Ever. To je pa še za zaključek igrica. To igrico se igramo skupaj z našimi gledalci. Oni morajo dati kole roko gor, ti boš pa tudi mogla dati kole roko gor. In pa za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš prst dol. In za vsako pač novo stvar daš nov prst dol. Če ti zmanjka prstov na eni roki, greš na drugo roko. In tisti, ki da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. In, Kletko. Ja, ne, Imamo lisice. v lisice. in vsi gledalci, ki dobijo toliko točk ali pa več, kot tista od nas, ki gre v zapor, se nam pridruži v zaporu. Tako da pol, če boš izgubila, boš en teden mogla biti v zaporu zaporedne z vsemi temi najnimi gledalci, ki bodo tudi Ja, tam. Okej. imaš čas. Sem to. Si mu vzela čas. Okay, fantastično. Se pravi, dol dan prst skozi. Če si že. To se pravi. Ja. Naprimer, nikoli nisem za seks ali masturbacijo uporabil nečesa, kar ni temu namenjeno. Če si že daš prst dol, če še nisi, ga ne daš. Jaz sem dala prst dol, recimo. Ja, Bo prva začela, okej, da pol vam ne to bo že kar je. nerodno. Jaz sem že uporabila kaj, kar ni temu namenjeno, tako da dam tudi prst dol in ti ne daš prsta dol. Ne. Naprej. Nikoli nisem naredil skrivnega Instagram profila za svoj fetiš. Ko? To sem dala zaradi tega, ker Kaj pa to pomeni? to se pravi, recimo imaš fetiš na imaš fetiš na stopala in narediš potem nek profil, kjer objavljaš gor neke stopala in to. Ali pa imaš fetiš na lateks in imaš potem, naprimer, gor lahko tudi svoje slike, pa se ti ne vidi obraza. Takih sem tudi že velikokrat videla. Ne. Ja, jaz tudi ne. Imaš ti še skriven Instagram profil za fetiš? Drugo življenje živiš. Sebe, če ga imaš, no noben Ne. vedel, kjer je. Lahko ga pa plagamo od spodaj. Ok, nobena ni dala prsta dol. Nikoli si nisem želel, 2-krat sem napisala želel, zatipkala sem se, če koga zanima, da bi partner popolnoma prevzel kontrolo nad mano. Vse smo dale prst dol. Ja, to je fajn. Kaj pa, a sem dala tudi obratno? Ja, nikoli si nisem želel, da bi jaz prevzel vso kontrolo. Sara je dala prst dol, Eva je dala prst dol. Čakaj, da pomislim. Veš kaj, v kjerkoli sem. situaciji, valjda, hotla bi ga zvezati in pustiti, da naj tam leži. Tako, Da, to bi jo ne mogoče. tu si ti ne želiš, tako da je. Pa kaj imamo? Ne, ko nimam nič Da od se tega, da mu on tam malo leži. smejiš. Ne. Aha, ok, no pa mogoče. Ampak, Ni to nekaj glej. normalnega. Ja, Kako? mislim, kogar za koga. Ja. Zate je, zame pa ni. Ja. Ok, vse smo dale prst dol, evo. Kako smo switchi, ne?
Kaj? Switch, a veš, kaj si switch? Ne, jaz drugače nočem biti tako v kontroli zares med seksom. Ampak kdaj? Jaz se sem hočem pač smejati, tako malo, biti zlobna. Tako, v zlobnem smislu, veš, kaj mislim? Pejmo Vem, naprej. vem, kaj mislim. svojo kontrolo. Oj. Naprej gremo s tem vprašanjem. Nikoli nisem čutil vzburjenja ob specifičnem vonju, zvoku ali pa materialu. Zvoku. Ja, vonju. Itak. Zvoku. Ja. Ampak, recimo, Recimo tudi parfum od partnerja ali pa kaj. ampak recimo, ko govorimo o zvoku, Ja. Ja. pač mišljamo na tem nekem fetiš nivoju, je to, mislim, zvoki, ki so vezani na spolnost. Po moje, kjerkoli zvoki. Ja, lahko tudi, ne vem, zvok, a ne, eni, ki imajo zvok, fetiš na balone, jih pač to, da ti zvok balona. recimo. Čakaj, ampak tle je lahko tudi vzdihovanje. Ja, karkoli. A ja. Ja, pol pa ja, ne. Mislim. Okay. Ja. Vse smo dali prst dol. Eni sam poslušajo in pol moramo povedati, da bojo vedeli. Ker na začetku tega nismo delali. Nikoli nisem fantaziral ali pa bral knjige o seksu z nečloveškim bitjem. Naprimer. Kaj? Zato, a veš, če slučajno kdo, ja, jaz moram tudi prst dol, ampak tako, a veš, ker tle si po mojem, vsaj moja prva asociacija so bili kakšni, a si dala prst dol? Ne. Oh. Mogoče ga bo zdaj čakaj, da definiram. Moja prva misel je bila vesoljci, ampak vampiri, Ja, Twilight. vampiri. Ja. vile, Volkodlaki. volkodlaki. A si? Nisem za to, za te fantazijske, nekaj na splošno. A Okay. nisi pa niti Somraka pol brala? Pa to tunga, a veš, ali pa A Court of Thorns and Roses, ta je ful popularna, Ne, so to oni pa jaz vilinci. nisem. Te vilinci meni niso glih seksi. Jaz sem pa ful hotela to knjigo prebrati in ko sem jo začela brati, Boring. stupid, main character, ženska je bila meni tako glupa. Ona je živela tako z najbolj Čakaj, daj no, cancel te bojo. Veš, ko imajo radi to knjigo? Pač vem in zato mi je žal, ker ne morem uživati v tem. Ampak Ja. pač jaz nisem mogla brati, ker mi je bila tako neumna. Ona je živela z eno glupo familijo, tam so jo izkoriščali in revni so bili, nič ni imela od njih in ona je tam lovila, mislim, da za njih hrano in se trudila, zato ker so niti hvala niso rekli. In pol se je tam Pa čak, zato sploh prišla nisem. Pa so jo pa ugrabili tam neki vilinci in je bilo fajn. In ona je bila tako, moja bola familija doma, pa jebeš na tvojo gnilo familijo, ker ti neč ni dala nikoli v life, bot vesela, da si rešila se. Self-respect. Ja, in mišljala, na živce mi je šla in pa sem nehala in pa sem bila tako, ne morem jaz tega brati, ker pač je glupa ta ženska in sem Okej. obupala. V glavnem, zadnje vprašanje, oziroma zadnja trditev. Wow, jaz sem tole malo slabo napisala, ker bo se razgubile. Nikoli med seksom nisem uporabljal hrane. Naprimer smetana, jagode, čokolada. Zalo, jaz nisem. Znate pa vemo, če zlagati se ne moreš. Ja, zajela sem se na začetku, ker sem povedala. A bi jo želela ti mogoče uklent? Je Ajde, to čakaj, si dati še primerno? prst dol. Nisem, ampak ne vem, zakaj sem se spomnila. Ne vem, a ste gledali Seinfelda, Ne. ki je ena epizoda, kjer George vmes na vsak način hoče jesti bolovni sandvič. No, to sem se spomnila. Tako malo manj seksi, ampak A si že okej. kdaj koga uklenila? ja. Pa imaš pa že izkušnje. A boš ti, Saro, ali jo rajš jaz? Kako ti je? Kako se počutiš ob tem? Lahko terapeutka uklene nekoga. Če ti Ne? ni, lahko bom jaz. Bom te jaz. Ne? Ti pa ta čas Načeloma ne. povej. No, Ti pa ta čas pa povej. seksologinja. Ja, ti pa povej, kje te lahko najdejo in kje te okej. lahko followajo, če imaš kakšen projekt, kjer bi Medtem se rada. bomo imeli Ja. tle Ok, ja, kar. Torej, nisem mogla govoriti, ker bi bilo to preveč zanimivo zdaj gledati. Ja, kje me lahko najdete, če bi kdo želel stopiti v kontakt z mano, lahko pride na mojo spletno stran psihoterapija-virc.si. Lahko mi piše na info@psihoterapija-virc.si. Lahko mi follow na Instagram. Ja. Psihoterapija-virc. Tako da, v bistvu to so moji kanali. Dali bomo v opis. Okay. Naj pa lahko najdete na vseh profilih pod Med nama cast ali pa lahko to ostane med nama. Če si do zdaj ostal tukaj, komentiri unga vesolčka v komentar. Kaj ima?
Ja, prav. Ja, ali bi kaj drugega? Vseeno mi je. Napiši Nisem razumela, kaj vesoljčka, ima veze, ampak Da bomo ja. vedeli, kdo je do sem zdaj gledal. Ja. Jaz bom komentirala tega vesoljčka. Ja. No, hvala. Drugače pa lajkajte, subskrbite in se vidimo naslednjič. Adijo. Čau, čau. Adijo. Bye.